V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, danes obhajamo praznik Marijinega imena, ko to sveto ime posebej častimo, podobno kot presveto Jezusovo ime. Ti dve imeni si torej že sami po sebi zaslužita češčenje, saj sta postali posvečeni kot sestavni del Jezusove in Marijine osebe. Zato je vredno in zaslužno, če s bogoljubnostjo kličemo ti dve imeni, saj sta resnično sveti, podobno kot slike ali kipi, ki so blagoslovljeni, da bi po njih častili Jezusa, Marijo in svetnike. Nista torej samo običajni imeni kot katerokoli drugo, ampak predstavljata sestavni del Jezusove in Marijine osebe, zato jima moramo izkazovati posebno spoštovanje. Posebna pobožnost do Marijinega imena se je razvila v času velike potrebe krščanske civilizacije, ko so Turki oblegali Dunaj leta 1683. Takrat je krščanska vojska kljub številčnejšemu sovražniku dosegla slavno zmago, s katere se je krščanski svet uspel ubraniti velike nevarnosti. Do tega je prišlo prav po pobožnosti do presvetega Marijinega imena, z molitvijo rožnega venca, ko so se verniki zbrali v cerkvah na Dunaju in po vsem krščanskem svetu ter prosili za varstvo blažene device Marije. Tudi sama vojska je šla v odločilno bitko z vzklikanjem Marijinega imena in dosegla slavno zmago, s katero je bil krščanski svet obvarovan pred sovražno drhaljo. Ta zmaga je pomenila tudi prelomnico, od koder se je začelo nadaljnje osvobajanje Evrope izpod Turkov. Ta grožnja, ki je stoletja visela nad Evropo, ni bila zgolj običajna vojna za prevlado, kot se je to žal dogajalo tudi med evropskimi, tedaj krščanskimi državami. Šlo je za izraz lažne religije islama, v kateri je zapisano prizadevanje za podjarmljanje pripadnikov drugih ver, še posebej kristjanov. To se je izražalo ves čas turških vpadov v Evropo, kjer so si s silo prizadevali osvojiti evropska ozemlja ter uničiti ali izgnati kristjane. Ta isti duh islama je navzoč še danes, zlasti v državah, kjer so muslimani v večini, kristjani pa manjšina in so pogosto preganjani. V nekaterih državah, kot je Savdska Arabija, je kristjanom praktično odvzeta pravica do obstoja. Podobne nevarnosti lahko žal opazimo tudi v evropskih državah ob prihodu vse večjega števila migrantov iz azijskih in afriških držav. V Sloveniji to k sreči ni tako izrazito, v drugih evropskih državah, kot so Nemčija, Francija in Velika Britanija, pa žal je. Sočasno s naraščajočo prisotnostjo muslimanskih migrantov narašča tudi stopnja nasilja, napadi na cerkve in splošna ogroženost varnosti. Vse to so posledice današnjega liberalizma in lažnih načel o enakosti vseh religij oziroma indiferentizma, ki trdi, da je vera nekaj nepomembnega in zgolj stvar posameznikove izbire. Resničnost pa kaže, kako absurdno in lažno je to načelo, saj ni mogoče, da bi bila ljubezen do Boga in bližnjega, ki jo je učil Jezus, enako vredna kot teroriziranje bližnjih, ki ga počnejo nekateri muslimani, seveda včasih pa številni muslimani. To nam
jasno kaže, kako nujen je povratek k Bogu in pravi veri, ki jo je razodel Bog, to pa je katoliška vera, tako imenovana sekularna država, ki postavlja resnico in zmoto na isto raven, ne more voditi k resničnemu miru in družbenemu napredku. To vidimo tudi ob nedavnih dogodkih v Ameriki, kjer je bil ubit znani družbeni aktivist Charlie Kirk, ki se je zavzemal za tradicionalne vrednote, to pa ni bil naključen incident. Iz odzivov današnjih brezbožnikov in levičarjev je bilo razbrati, da jim za njegovo smrt ni bilo žal, nekateri so jo celo pozdravljali in slavili. Iz tega vidimo, kako globoko lahko človek pade, ko se oddalji od Boga, in da je poskus gradnje sveta brez Boga in brez prave od Boga razodete katoliške vere obsojen na propad. Do tega spoznanja bo moral današnji svet prej ali slej priti, le vprašanje je, kako globoko bo moral pasti, da se prebudi. Zato želimo danes na ta praznik moliti z istim namenom, s katerim so nekoč klicali kristjani Marijino ime, da bi se mi, današnji kristjani, znali ubraniti vseh napadov sovražnikov, tistih, ki se bojujejo proti Bogu in njegovi cerkvi, in da bi se ponovno vzpostavilo Jezusovo in Marijino kraljevanje na tem svetu. Amen. V imenu Očeta in Sina, Svetega Duha.